Spoštovani in spoštovani Ptujlik na terenu. In sicer tokrat za drugačno temo. Sem na grobu, kjer mi je bilo rečeno, da je pokopan profesor Jože Kodrič. In smatram, da je treba spregovoriti nekaj besed o zelo zlobnem in napačnem odnosu, ki je bil udejanjen do tega dejansko zelo učenega in pomembnega človeka. Rečeno mi je bilo tudi, da je gospod Jože Kodrič v drugi svetovni vojni preživel koncentracijsko taborišče in da je kljub tej travmi kasneje opravljal ta svoj pedagoški poklic slavista. Za vse tiste, ki veste, za koga gre, ki ste obiskovali osnovno šolo Franca Osojnika, veste, da so gospoda Kodriča poimenovali zelo poniževalno in nizkotno frakl in da so se mu ljudje, tako pogovorno rečeno, da bo razumela širša množica tudi manj izobraženih, režali v ksiht. Spomnim se situaciji, kjer je poniževanje šlo celo tako daleč, da se je na listek napisalo "Imam AIDS, iščem ženo" in se mu ga nalepilo na hrbet, ter se potem seveda krohotalo in delalo norca. Gospod Kodrič, zelo bistveno je, da vam vsaj jaz na tem mestu, če že ne drug, izrečemo opravičilo za ves ta odnos, kajti kasneje nekako človek dojame, kaj je bistvo vsega in kako noro in neprimerno je pobalinstvo. Jaz se sicer nisem udejstvoval v teh zelo pobalinskih akcijah, niti ne srednje pobalinskih, ampak smatram sam za sebe, da je bilo že preko meje dovoljenega in zdravega okusa, da sem se smejal, ko je kdo izmed tistih problematičnih učencev pa upal storiti to, kar je že bila takrat na osnovni šoli Franca Osojnika legenda. In ko danes gledam nazaj, mi je žal in se sramujem svojega udejstvovanja v tem, v kakršnikoli meri že, in svetujem vsem, da se globoko zamislite nad tem, kar je bilo početega, in da se globoko zamislite tudi nad širšim kontekstom od dehumanizacije v koncentracijskih taboriščih in nenazadnje tudi do modrosti, ki nam je gospod Kodrič želel prenesti. Čoln je nasedel na ostre čeri na Tinči je nekako tisto, kar je zelo duhovito, nekomično duhovito. Zelo rad ponavljal, in če bi danes nekako komentiral, bi gospod Kodrič že takrat spadal v en takšen krog intelektualcev oziroma v en krog vedoželjnih mladih ljudi, ki bi njegovo modrost in izkušnje znali pravilno spoštovati in jih absorbirati ter jih kasneje v življenju uporabljati. Kar se je dogajalo, je pa skrajno neprimerno in še enkrat ponovim, gospod Kodrič, z moje strani vam izrečem opravičilo, seveda je prepozno na tem mestu in želim si, da bi narod, slovenski narod in tudi nasploh človeštvo dojelo svojo veliko zmoto, dojelo neumnosti in norosti, ki so izhajale iz teh svetovnih vojn, in da bi naposled znali živeti res življenje, ki je dostojno. In tako, če se vrnemo, čoln je nasedel na ostre čeri na Tinči. Sedaj med tem videom sem se spomnil ene zelo velike modrosti, ki nam je gospod Kodrič posredoval. In sicer se spomnim, da je on
dejansko prvi in doslej edini profesor v življenju, ki je vsaj meni govoril tako zelo nazorno, da si je treba postavljati cilje in jih je tako risal kot stičišče dveh točk in da je treba vedno više cilje. Skratka, že osnovnošolcem nam je takrat posredoval, da je treba v življenju imeti in dosegati cilje. Tako da, kot družba počnemo mnogo preveč napak in če sedaj modrost gospoda Kodriča vpeljem v to, kjer smo se znašli, naš čovn je nasedel na ostre čeri, na Tinči. Gospod Kodrič, hvala za vse znanja in še enkrat ponovim, žal mi je za vse in za vsako situacijo, kjer sem pa če tudi zgolj z smehom osnovnošolca sodeloval v akcijah, ki so bile uperjene zoper vas. Bile so skrajno bizarne in nore. To se ne sme dogajati.